Včasih mi zdi prav, da povemo tudi, da se kljub vsemu ostaja nek žar v nas, da si želimo najboljšo za bolnike in tudi najdeti neke nove rešitve, ki nas pestijo skozi klinično delo. In tako je tudi v bistvu nastala ta študija oziroma ta idejna zasnova te študije, kjer smo poskušali popolnoma na drug način se lotiti aritmij, preden le te nastanejo. In uvodoma bi vam samo malo nakazal, kaj nas je vodilo k temu in v bistvu kakšne so bile ideje, zakaj se nam je zdelo to vredno poskusiti, čeprav to še noben na svetu oziroma do zdaj ni poskušal. V medicini je tako, da se včasih zgodi, da smo za neke stvari prepozni, kljub temu, da imamo zelo napredovalo tehnologijo in se zelo trudimo, se včasih zgodi, da imamo paciente, ki imajo zamašene žile, ki jih načeloma je zelo težko odpreti. Še posebej pa, če ugotovimo, da ta zamašena žila prehranjuje brezgotinsko tkivo. Tako kot vemo v naravi, da na glini rože ne rastejo, enako je tukaj. Če je brezgotina nastala, ta žila ali odprta, ni odprta, v bistvu svoje funkcije prehranjevanja srca ne opravlja več. Imamo pa en velik problem s to brezgotino. Sicer, če pogledate na video, kaj se zgodi, ta brezgotina lahko povzroči motnje ritma. In te motnje ritma, vidite, se v bistvu srce popolnoma ustavi, zato temu rečemo nenadna srčna smrt oziroma v življenju ogrožajoče motnje ritma. S tem pacientom smo do sedaj dajali, oziroma še zdaj dajemo, jasno, po smernicah evropskih defibrilatorjev. Se pravi, pri pacientih, kljub temu, da še niso imeli aritmije, vemo, da imajo toliko poškodovano srce, da mu stavimo defibrilator, da vkolikor bi prišlo do aritmije, le to prekine in seveda prepreči nenadno srčno smrt, kot ste videli. Seveda je pa to neka cena, ki jo mora pacient plačati. To ste slišali šoka. Verjetno ste v filmih že videli, kako naredijo tiste šoke, jih v luft dvigne in tako naprej. Ampak morate vedeti, da takrat, ko delamo to v urgentni enoti, mi pacienta sediramo. Ko pa ima defibrilator tak pacient, on lahko dela vsa opravila, ki si jih lahko zamislite in se mu to zgodi. Zdaj si pa zamislite, ko se mu prvič to zgodi, kako je življenje naprej. Ni samo o tem, da se mi pogovarjamo, da ta naprava rešuje življenje, gre tudi za to, da je treba s tem živeti, da vsak dan bom vozil vnuka, bom smučal, vozil avto, se to lahko zgodi. In v ambulanti, kjer te paciente pregledujemo, kjer imamo ogromno število pacientov, seveda to gledamo vsak dan in seveda pošiljamo paciente šele, ko dobijo aritmijo, kolegom, elektrofiziologom, da opravijo ablacijo, kjer to brezgotino, ko vidite ta rdeči del, v bistvu s temi pikcami, ki jih vidite, oni označijo, kjer so te čudni potenciali, nenormalni potenciali in jih po domače izolirajo, da ta aritmija ne bi več nastala. In do sedaj je bilo tako, da smo vedno čakali, da so dobili vsaj en šok ali celo več, da smo ta poseg naredili. In seveda je zrasla ideja, ko smo se malo pogovarjali, zakaj pa ne bi probali pri pacientih, ki imajo veliko tveganje, da mi vemo, da imajo veliko tveganje z aritmijo, to narediti, preden jo dobijo. Seveda smo zavedajoč se, kot bojo povedali kolegi, da ta poseg ni lahek, smo si to zamislili in seveda, da tako zamisel imaš, je težko narediti to v eni ustanovi in zaradi tega smo prosili oziroma se pogovarjali tudi z splošno bolnišnico Izola in Celjem, kjer se dobro sodelujemo, kjer se ukvarjajo s temi pacienti tudi, ki imajo tako zamašene žile kot z ustavitvijo ICD, da smo nekako lažje te paciente vključili v študijo. Zaradi tega je tako bistveno, da je ta študija lahko nastala z dobrim sodelovanjem med bolnicami in te rezultate pozitivne, ker smo dokazali, da v bistvu, če to naredimo, preden dobi pacient šok, zmanjšamo za 67% verjetno za nastanek aritmije, je zelo odmeval v Evropskem združenju za kardiologijo oziroma za aritmologijo, kjer smo to predstavili letos maja na najbolj taki, bi rekel, prestižni seji, kjer so najnovejša odkritja leta predstavljena. In
kot bi še enkrat poudaril, ta študija nastala izključno v Sloveniji, seveda idejna zasnova UKC Ljubljana z veliko pomočjo kolegov elektrofiziologov, ne, kjer se ukvarjajo neposredno s temi aritmijami oziroma z posegom. Jasno pa je, da je tudi to rezultiralo v objavi, kjer smo bili izključno slovenski avtorji, ne, v bistvu smo se zanašali na dobro idejo in v bistvu dokazali, da kljub temu, da je izjemno težko prodreti na svetovnem nivoju, se tudi to da, če je ideja dobra, pa dobro izpeljana.